Na eni izmed komercialnih televizij lahko te dni spremljamo tudi našega občana, 25-letnega Matevža Gortnarja iz Preske. Poleg tega, da je bil polfinalist Mistra Slovenije 2020, smo ga lahko gledali tudi v številnih reklamah. Matevž, ki je svojo večno zvestobo najprej obljubil Maši Levačič, je že stari znanec televizije. V šov pa ga je zaneslo čisto po naključju. Sama odločitev za sodelovanje v šovu je bilo v bistvu se je sicer stvar odvila tako, da so me kontaktirali. Poletje je bilo mogoče malo sem bil dolgočasen, nisem imel kaj za početi, pa še zanimalo me je pač samo potekanje, kako se snema šov. Pa sem na koncu se odločil, da bom sodeloval. In kako so na to odločitev reagirali tvoji domači, prijatelji, starši, znanci? Načeloma, ko sem se prijavil oziroma ko sem sprejel sodelovanje, sem povedal samo domačim oziroma bližnjim. Od ostalih noben dejansko ni vedel, da sem sodelujem v šovu. Doma so sprejeli precej pozitivno. Brati sploh so itak se zabavali, da me je gor gledali, tako da je bila kar pozitivna zadeva. Poroka na prvi pogled je pravzaprav eksperiment, kjer se ženin in nevesta prvič vidita šele na poročni dan, potem pa vse poteka kot po pravi poroki. Medeni tedni, skupno življenje, vsakdanji izzivi. Ob vsem tem pa udeležence spremljajo kamere. Si mogoče za stotinko pomislil, da bi mogoče tam lahko spoznal svojo bodočo ženo? Iskreno tako bom rekel, da nekako mala verjetnost je, da bi se to res lahko odvil, zato ker je načeloma na slepo zadeva. Ampak jaz bom tako rekel, vedno sem odprtih rok. Nikoli ne veš, kje lahko koga spoznaš, dejansko se lahko na nepričakovanem placu spoznaš z nekom in ujameš. Tako da povsod je v bistvu neka verjetnost, da spoznaš tistega, ta pravega. Njegova prva nevesta Maša pa žal ni bila tista prava, zato so med oddajo zamenjali oziroma premešali dva para in Matevž je dobil drugo priložnost za ljubezen na prvi pogled. Kako je prišlo do te menjave, žena? S prvo se niste ravno najbolj ujela. Ja, dejansko prišlo je do zamenjave tudi. Razlog za to je bil, ker pari se med sabo oziroma te specifični pari, ki smo se zamenjali, se nismo dejansko nekaj preveč ujeli. Mogoče v samem šovu izgledali malo bolj hudo, kakor je bilo v resnici. Skregani dejansko nismo, ampak nekako se nismo poklopili, nismo se znali ujeti, tako da je že moglo tako biti. Kako pa strokovnjaki sploh določijo, koga poparčkati s kom, kakšne preizkuse ste morali prestati? Načeloma vsak udeleženec je šel čez psihološke teste. Se pravi, so ti dali različne naloge, ki si jih mogel rešiti, oziroma vprašanja, preko katerih so te v bistvu nekako oni spoznali. In posledično so v bistvu tudi iz vseh nekih rezultatov so probali ujeti tiste pare, ki bi se mogoče najbolj ujeli skupaj. In videli, kaj bo. In kako jim je to po tvojem mnenju uspelo? So bili pri kakšnem uspešni? Zdi se mi, da so bili pri Vlasti in Roku kar uspešni. Itak lahko tudi sami spremljate, tako da dejansko tam se vidi, da je bila ta zadeva res lepo ujeta. Se pa mogoče tudi razviješ v kakšnemu drugemu paru, to pa se puste presenetiti. Snemanje oddaje je bilo za vse udeležence zelo zanimiva izkušnja, kjer so si pridobili kar nekaj izkušenj za nadaljne življenje in delovanje v odnosih. Čeprav razpleta oddaje še ne sme razkriti, pa smo našega sogovornika povprašali o morebitnih ženitnih ponudbah. To bom rekel, da v bistvu kar dobim kakšno ponudbo, sem pa tja, tudi več ali manj pozitivne. Dejansko nisem dobil še negativne stvari. Ljudje dejansko uživajo ob gledanju, povejo kaj lepega, povejo, da radi gledajo. Ti nekako, mislim, lepo je slišati take zadeve. Sem pa dobil tudi kakšno ženitveno ponudbo, priznam. Kakšni pa so zdaj mogoče tvoji načrti za naprej? Te bomo še lahko kje spremljali, se boš prej si omenil, da študiraš. S čim se ukvarjaš trenutno? Trenutno v bistvu študiram na fakulteti za dizajn, smer notranja oprema. Namen je v bistvu, da še to leto diplomiram. Če bo vse po sreči in bo diploma uspešna, bi šel še naprej na magisterij. Se pa v bistvu rad tudi občasno sodelujem v kakšnem drugem snemanju. Precej sem snemal tudi že reklame, pojavljam se tudi v kakšni seriji.
Pač ne vem, mogoče kot v kakšni smeri modelinga tudi za zraven. Razplet oddaje bo vsekakor zanimiv. Samo Matevž in njegova Meri pa vesta, kako se je razpletlo. Za gledalce pa je končni rezultat zaenkrat zavit v tančico skrivnosti.